V današnjih vesteh mineva 7. dan, Bog še vedno počiva. Se nam v Ljubljani obeta tromoslovje, abecedi dodana črka Ž. Je to konec? Na olimpijskih igrah Štukelj osvojil zlato. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Rezultati predsedniških volitev, v katerih je Danilo Türk z velikansko prednostjo premagal Lojzeta Peterleta, še vedno odmevajo. Predsednik vlade se je odločil, da bo svojo prvo reakcijo na poraz kandidata, ki ga je podpiral, predstavil v Ormožu. Iz Ormoža se nam javlja Vita Korošec. Vita, se slišimo? Halo, da se čujemo, Jure. Tole sem v Ormožu, ja. Danes bo menda predsednik vlade komentiral rezultate predsedniških volitev, tako so mi rekli. Najbolj, da poslušamo, ali? Torej, lepo zdrav vsem skupaj. Popravljene so prve analize modelskih glasovanj. Rezultati so slabi. Razmere, ki so privedle do takšnih rezultatov, pa so skrbljujoče. Prve analize kažejo, da se je predvolilna kampanja v veliki meri usmerila v obračun za vlado. Zelo malo je bilo razprav o slovenski prihodnosti. Še posebej je zaskrbljujoče, da so se v času volilne kampanje velike sile usmerile v to, da se slovensko vlado v času pred predsedovanjem Evropske unije očrni v tujini. V države Evropske unije in tudi v svet so v tem času šla iz Slovenije sporočila, ki situacijo v Sloveniji slikajo, kot da bi šlo za Belorusijo ali kakšno primerljivo državo. Razmere, ki so na ta način ustvarjene, otežujejo delo vladi tudi pri vodenju rutinskih in običajnih zadev, še posebej pa je oteženo delo pri pripravah na predsedovanje Evropske unije, kar terja v tem času od vlade izjemne napore. Situacijo, ki je nastala, bomo v prihodnje še analizirali, da lahko že zdaj rečem, da so odprte vse možnosti, vključno z odstopom vlade. Hvala lepa. Gospod premier, lahko samo eno vprašanje, lepo prosim. Evo, štekle je Jure, ali? Zdaj, če na kratko povzamemo, premier Šetka Janša je povedal, da so slabi rezultati, razmere, ko so privedle do tega, so pa zaskrbljujoče. Menda, da so poslej odprte vse možnosti, vključno z odstopom vlade. Grozno, ali? Kdo ve, kaj vse se lahko zgodi? Kaj ti? Ponovimo, odprte so vse možnosti. Hvala, Vita, življenje moje. Hvala, Jure, ajde. O predsedniških volitvah so volivke in volivci masovno glasovali tudi proti zakonu o lastninjenju Zavarovalnice Triglav. Minister za finance Andrej Bajuk je bil nad rezultatom razočaran, saj je bila podpora zakonu samo 28-odstotna. Res obžalujem, da je do takšne odločitve prišlo, tudi ja nisem takšne pričakoval, sicer pa razumem, da so marsikdo se je odločil na podlagi, bi rekel, zelo zavedljive, zavajajoče kampanje, ker predlagatelji referenduma so tudi pošiljali določene stvari po gospodinstvih, češ da bomo država bo delila med 1000 ali pa 1200 evrov v prvih dneh leta 2008. To so enostavno, to ne drži. Minister za okolje in prostor Janez Podobnik je razmišljal drugače. Obžaloval je, da niso že prej spremenili zakona. Zanimivo pa je, da je ravno takšno spremembo, o kateri je govoril, predlagala opozicija, vendar je vlada ni želela sprejeti. Jaz menim, da je šlo tudi v nekem smislu za nesporazum, kajti sedaj se govori, da je bilo v zakonu premalo varovalk. Boljša pot bi bila ta, da bi že takoj se dogovorili, ko se je ta nesporazum zgodil, da bi in koalicija in opozicija enotno odložila proceduro eno majhno spremembo zakona, kjer bi pisalo, da KAD ne more odsvojiti teh delnic. Zares je pripravil interpelacijo proti ministru za notranje zadeve Dragotinu Mateju, a kot kaže, bodo zanjo težko zbrali dovolj glasov. SNS je napovedala, da interpelacije ne bo podprla, če se njena vsebina ne bo spremenila. Zmago Jelinčič in Sašo Peče sta stališče stranke pojasnila takole. Vkolikor bo v interpelaciji ostal ta segment o
ciganski družini Strojan. V tem primeru Slovenska nacionalna stranka ne bo dala niti podpisa, niti ne bo podprla interpelacije. V nadaljevanju je potrebno povedati, da smo v poslanski skupini zahtevali, da se v interpelacijo vključijo oziroma vključita predvsem dva segmenta, za katere v nacionalni stranki ocenjujemo, da sta tista dva razloga, zaradi katerega bi moglo priti do menjave na najvišjem vrhu. In sicer prvič je politizacija vrha policije in drugič naraščajoča stopnja kriminalnih dejanj in organiziranega kriminala v naši državi. Še ena zadeva je zagotovo, ki tudi manjka v tej interpelaciji. Nikjer ni omenjenih niti tistih eklatantnih zlorab policijske službe v politične namene. Je pa SNS v Državnem zboru vložila predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. Novi zakon naj bi omogočil kajenje v manjših lokalih, kjer ne strežejo hrane, ter kajenje na odru. Predlagajo pa tudi uvedbo tako imenovanega tobačnega evra z namenom, da se enostavno podraži tobačne izdelke, ter da se istočasno razlike te podražitve v višini 1 evra nameni za preprečevanje nove odvisnosti od nikotina in cigaretnih izdelkov, kakor tudi seveda za zdravljenje posledic, ki jih pušča dolgoročno. Poslanca SDS Jožef Jerovšek in Miro Petek sta zadovoljna z razsodbo Vrhovnega sodišča v primeru Ranc. Spomnimo, v času afere Vič-Holmec je takratni kriminalist Drago Kos nezakonito pridobil spiske številk telefonskih klicev takratnega novinarja TV Slovenija Tomaža Ranca. Jožef Jerovšek je pojasnil, kaj se je takrat dogajalo in povedal, da zaradi sodbe pričakuje spremembe na vrhu protikorupcijske komisije. Sodba tudi kaže, da sta generalna državna tožilka Zdenka Cerar in okrožni tožilec Gorazd Fišer ščitila kršitve ustavnih in človekovih pravic, s tem, ko sta preprečila kazenski pregon Draga Kosa. To je bil tudi nezaslišan poseg se strani takratne politike pod vodstvom LDS na področje človekovih pravic, ki je dokaze in javne pozive ignorirala, kadrovsko pa kršitve nagrajevala. Tudi sedanja funkcija Draga Kosa je plod kadrovskega nagrajevanja prejšnje koalicije. Jaz mislim, da je to minimum pravne odgovornosti in odnosa do pravne države, da bo ponudil odstop. Miro Petek pa je primer povezal z aktualno afero o prisluškovanju Janezu Janši. Vse se je dogajalo v času vladavine LDS, vse je bilo zakonito in v obeh primerih je šlo za grob poseg v komunikacijsko zasebnost. Slovenija, 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 kulturac. V dvorani knjižnice Otona Župančiča smo prisluhnili predavanju Slavoja Žižka z naslovom Materializem in nesmrtnost. Na mizi je poleg Žižka ležala njegova nova knjiga Nasilje. Nekaj upam, da je jasno, če boste pogledali to knjigo in zato so bile v resnici težave s to knjigo. Ta knjiga ni proti nasilju. Ta knjiga trdi, da vse sranje izvira iz tega liberalnega tabuja in vse sranje pomeni skoraj najhujše nasilje, točno iz tega liberalnega tabuja, kot da nasilje je tisto nepredstavljivo, skoraj najbolj grozno. Se pravi, če kaj skušam jaz rehabilitirati nasilje, jaz mislim, da moramo popolnoma ta tabu zgubiti. V jazz klubu Gajo smo si v živo ogledali zdaj že tradicionalni jam session. Na odru se je zvrstilo mnogo različnih glasbenikov. Še vreme? Vreme. Pa dej, mi že težitno. Mraz je, pa sonce sije. Bež dej, bež. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile vesti na vesti. Ostanite še naprej na naši strani.